Hej folk, preden začnem s tem videom, moja turneja s predstavo Čudni cajti se počasi preveša v zaključno fazo. In v torek, 18. aprila, nameravam zato tudi posnet moj nastop v Cukrarni v Ljubljani. Če bi me torej radi ujeli v živo še zadnjič s to mojo predstavo in vas ne moti, da bi vaš smeh bil zavedno ujet nekje na internetu, si rezervirajte karto in pridite kaj pogledati v živo. Ker mislim, sej YouTube je cool, ampak live je live. Ok, zdaj pa gremo na video. In se je zgodilo. Nekomu je po večjih letih truda uspelo vršiti en moj video dol iz YouTuba in ta heroj je bil nihče drug kot najbolj smešen slovenski YouTuber Tilen Grah. In iskreno, sploh nisem jezen, ampak šokiran. Ta video sem jaz objavil leta 2018. To je že več kot 4 leta nazaj. In tipu se je dalo po vseh teh letih še vedno ukvarjati z mojim videom. Wow! Ti res da prav malo misliti, kako je mogel biti ta tip jezen? Če pa še po 4 letih ne moreš spati, ker sem se enkrat malo pohecal iz tebe, pa res malo zgleda, kot da sem zadev tam, kamor boli. Ker pač, jaz sem v tem zbrisanem videu govoril, da Tilen Grah igra lik nekoga neumnega, ampak po temu, kar se je zdaj zgodilo, kako bi to rekel na lep način? Glejte, recimo samo tako, Tilen je enkrat na svojemu Facebooku napisal to. 14 let zapored sem na 1. september sedel v šolskih klopeh. Zadnja 3 leta je ta datum zamenjal 1. oktober, saj sem začel študirati. Torej, v osnovno in srednjo šolo je skupaj hodil 14 let. Kar ne bi osnovna in srednja skupaj mogle trajati 12 let ponovadi? Ok, zdaj ki je 9-letka, bi to bilo 13 let, ampak ko smo jaz in Tilen hodili v osnovno šolo, je bila še 8 let. Mislim, tudi 13 bi bilo eno leto premalo po njegovih cifrah, ampak če se moja računica tukaj izide, kaj ni pol Tilen nikar priznal, da je ponavljal razred 2-krat? Drugače pa ne razumem čisto, kako mu je uspelo moj video vrš dol, če sem iskren. YouTube načeloma dovoli videe, ki so fair use, kar pomeni, da če komentiraš od nekoga drugega vsebino in dodaš nekaj svojega zraven, to je ok. In tle v tem zbrisanem videu, ki ga žal ne morem pokazati, ne samo, da sem jaz komentiral video Tilna, ampak en od videov, ki sem komentiral, je Tilen, ko komentira druge YouTube videe. Tip je v svojem videu delal isto stvar, ko sem jaz delal v mojem in še vedno se mu ni zdelo nič zgrešeno zahtevati, da mojega vržejo dol. Kako je lepo videti folk, ki se res drži tega, v kar verjame. Mislim, če mene vprašate, se tukaj pokaže res malo neiskrenosti iz njegove strani. Tega copyright takedowna ni zahteval zato, ker bi se šlo za njegove avtorske pravice, ampak ker ga je bilo sram, kako je izpadel v mojem videu. In sej malo ga razumem, ker če bi jaz objavljal take mentalno prazne copy-paste videe za otroke, bi tudi mene bilo malo sram. Ampak ne moreš pa zdaj druge kriviti, ker ti ni všeč, kako so sprejeli tvoje delo, to je na tebi. In kot drugo, tako obnašanje, da ljudem mečeš dol videe, za katere so se potrudili in ki so bili ljudem všeč, 419.000 ogledov in več kot 10.000 lajkov, by the way. Ni samo moralno vprašljivo, ampak tudi neproduktivno. Rad bi vam namreč predstavil tako zvani Streisand efekt. To je pojav, ki je dobil ime potem, ko je Barbara Streisand tožila nekega fotografa, ki je slikal njeno hišo, ki jo je slikal, da bi delal neko dokumentacijo o obalni eroziji. Pač to ni tako pomembno, kar je važno je, da ona je njega tožila, ker je kršil njeno pravico do zasebnosti, ampak to tožbo so pograbili mediji in to je prineslo več pozornosti na njeno hišo namesto manj. Pred tožbo je sliko pogledalo 6 ljudi in 2 od tega so bili njeni odvetniki in po tožbi je v enem mesecu slika dobila 420.000 ogledov. Ja, vem, kar zanimiva številka.
No in podobno se lahko zgodi tudi tukaj, kjer namesto da bi preprosto pustil gor video na YouTubu in bi ga mogoče še kdo kliknil ali pa ne, ga bom zdaj mogel, zato da preživi, ponovno uploadat še na druge platforme, kot so Rumble, Facebook, Instagram, TikTok. Torej, namesto da bi to smešno epizodo svojega življenja Tilen preprosto pustil za sabo, jo bo zdaj mogel podoživljati še na čisto vsakem socialnem omrežju, kamor bo šel. In to vse samo zato, ker ni mogel preboleti, da sem se malo pohecal iz njega. Tako da, če bi radi rešili ta moj video o Tilnu, me followajte na Instagramu in ko ga objavim, ga šerajte vsem svojim kolegom, da ga vsi vidijo. In da se bojo lahko v njemu zabavali še leta in leta in leta. Ampak to prosim pa naredite samo za rešiti ta video. Ne pa Tilnu pisati kakšnih grdih stvari ali kaj podobnega, ker to ne bo nobenega osrečilo, okej? Ta zbrisan video bo. A ja, ne bo pa žal kvaliteta tako dobra kot v originalu, ker sem ga žal izgubil. In sem mogel ta video zdaj pobrati dol iz YouTuba na malo hekerski način, tako da, ja. Za najboljšo izkušnjo moraš pač ujeti stvari takrat, ko se zgodijo. Zato vam pravim, da me pridite pogledat na kakšno od zadnjih ponovitev Čudnih cajtov v živo. Ker kot prvo je v živo preprosto boljše kot na netu in kot drugo lahko boljše kakšno rečemo. Pa seveda lajkajte ta video in napišite kaj dol v komentar, če ste tudi vi proti cenzuri. Ajde folk, čau!